Mladi mož je brez strahu dodal plin, še inštruktor mu je komaj sledil. Imam rad adrenalin in ta občutek, ko se začne dirka, takrat ni izgovora, da ne greš, ampak greš. Otroke najprej spoznajo z motorjem. Kje bo dala gazo še motor naprej? Tukaj le, ne? Kje so zavore? Tale je zavora zadnja, kjer je pa ta? Pa sprednja, super. Z motokrosom je dobro začeti čim prej. Da se čim prej dobi ta kontakt za motor, za ravnotežje, za občutek dodajanja plina, za uporabo zavore, tako da čim prej, tam nekje 3 leta je že kar ena taka doba. Večina si je prvič nadela čelado, poudarek je na varnosti. Na uporabi zaščitne opreme, kot so kombinezoni, potem rokavice in tukaj tu dajmo poudarek, da je to potrebno uporabljati ne samo na tekmovanjih, ampak tudi sicer, bom rekel, ali pri vožnji s kolesom ali pri vožnji v prometu. A te je kaj strah motore? Si se že kdaj s kakšno tako stvar upeljal? Ne? Super, zato kakšne fante je strah? Kjer je bremza? Tole je bremza, to je pa gas. Na kartingu so se učili osnov, na minimoto je že pošteno letelo. Kako sem se že malo navadil tega motorčka, pa sem ga že malo obvladal. Starši pa med tem ob robu proge, ponosni. In gre. Od začetka je bil kar trosto se je, zdaj pa že na koncu kar full gas, ne. In prav nič zaskrbljeni. Škoda otroke omejevati, no. Boljše jih nekaj naučiti, pa če se neki res odloča, da imajo radi, da jih tem spodbujati. Naslednji korak je vpis v šolo za karting, minimoto ali motocross. Ta še ni tako zelo draga. Če hočeš uspeti, je treba iti v tujino, kar je pa tudi sam Tim Gajser pokazal pri motokrosu. On, če ne bi se v tujini dodatno izpopolnjeval na težkih dirkah, zagotovo ne bi prišel do tega nivoja. Takrat pa stroški narastejo na več tisoč, 10 000 evrov.